Tako, mi pa nadaljujemo s serijo naših volilnih pogovorov tukaj v volilni kavarni. Na Miklošičevi smo v centru Ljubljane. Lepo vabljeni, res. Tukaj niso samo funkcionarji pa kandidati za poslance. Tukaj je tudi naš kolega Viktor. Viktor je naš robot, tako da smo zelo moderni. In če imate kakšno vprašanje glede našega volilnega programa, kdo vam bo odgovoril? Ja, Viktor. Tako, mi pa se posvetimo naši kandidatki in aktualni poslanki. Pozdravljena, Iva Dimic. Pozdravljena, Julija. Živijo, živijo. Medve se poznave že leta in leta, zato greve kar v preteklost. Jaz imam tukaj pripravljene zelo zanimiva vprašanja, ne suhoparna. Prvo je pa že tole. A se še spomniš časov, ko si bila komercialistka v pekarni Vrhnika? Kakšno delo je bilo to za tebe v primerjavi z današnjim? Lepo pozdravljeni še enkrat. Hvala, Julija. Seveda se spomnim, vsak dan se spomnim, kako je bilo v prejšnji službi in moram reči, da imam danes to energijo tako kot takrat. Delala sem v prodaji, v marketingu in seveda smo se vsi pahali za rezultati, ker smo hoteli dobre rezultate, sploh kadar je nas predsednik uprave pobaral po naših rezultatih. In danes imam isti feeling. Praktično politik na nek način si tudi prodajnik, ker prodajaš svoje dosežke, prodajaš seveda tisto, za kar misliš, da je prav, in od tega seveda moram reči, da sem napolnjena z energijo in danes grem že na teren in seveda v svoj rojstni kraj in bom tam začela tudi eno tako, bom rekla, kampanjo od vrat do vrat. Ker to sem vprašala z namenom, ker ste poslanka že 15 let, in sem vas sam hotela spomniti, da je že dolgo obdobje in kaj je bilo prej, se pravi ta pekarna Vrhnika, pa potem zdaj 15 let poslanka. Kako ste prišli v Novo Slovenijo? Kdo vas je navdušil? Kje ste našli to stranko? Zakaj ta stranka? Katera stranka ni bilo pri meni nikoli vprašanje. Vprašanje je bilo samo, kdaj se bom aktivirala. Tako mislim, da pri različnih tistih, ki nas bojo danes gledali, ali tisti, ki razmišljajo o politiki. Odločite se. Politika, vsak posameznik lahko vpliva na to, kako bo v prihodnosti. Zato tudi še vedno vztrajam v politiki, ker mislim, da še vedno ni v redu za mlade. Jaz sem bila takrat sorazmerno mlada, po 5. porodniški, bivša takratna Pahorjeva vlada je ukinila štipendije mladoletnim, ukinila otroške dodatke starejšim od 18 let. Skratka, družine so se znajdle na nek način v nekem težki finančni situaciji, ker če imaš ti 7 otrok, vsak nekaj dobi, je to skupni družinski budžet, in potem tega ni več. In to je bilo tisto, ko sem bila na porodniški, sem rekla, zdaj je pa prišel čas, ki terja, da se tudi mame, ki imamo večje število otrok, aktiviramo, in še nekaj me je gnalo. Gnalo me je to, da moramo ženske doseči to, da lahko imamo poklicno in družinsko življenje. Takrat je bilo, po vsaki porodniški je bilo vprašanje, kam boš pa prišel po porodniški po enem letu, ampak jaz zagovarjam in se še vedno borim, da te dileme ne sme biti, da je prvo je življenje in če se odločiš za življenje, mora seveda tudi poklicna pot potem to nagraditi. Si bila ti 5 let zapored mama? Ne, jaz sem imela to, najprej sem imela 3 otroke na 3 leta, potem pa sva imela z možem malo premora, potem so pa že to postajali na počas najstniki in midva sva bila en vikend sama doma in jaz rečem, Tomaž, midva sva stara 34 let in najini otroci so zdajle pri skavtih, midva ta vikend imava sama, a nisva midva še malo premlada, da bi midva pa takole sama imela, dajva imeti še kakšno deklico, in res, pol čez 3-4 leta sva imela še dve deklici. Se pravi, v tem času, ko si imela, porodniške, je bilo vedno vprašanje se vrniti nazaj na delo, na isto delovno mesto, se pravi v pekarno Vrhnika. Je bilo to problem? Ja, zato ker ti si se za 1 leto umaknil iz trga dela, nekdo te je nadomestil in bil je uspešen, kar je seveda podjetja iščejo, take bom rekla energične, uspešne ljudi, in seveda je tisto delovno mesto po 1 letu obdržal. Seveda jaz sem malo znanja zgubila in tako naprej, ampak moram reči nekaj, in to se mi zdi tako enkratno, če se odločiš za življenje, vedno, ko sem se vrnila, sem šla na boljši položaj.
Super. To je zanimivo, ne? Vedno, ko sem se vrnila iz porodniške, je bilo zame poskrbljeno, lejte, sem šla na boljši položaj. No. Tako da mladim dajem to upanje, da naj se odločijo za življenje, da naj se odločijo, tudi za hiše bomo poskrbeli, tudi za stanovanje bomo poskrbeli, to je naša volilna obljuba in želja, da se to uresniči, tudi za brezplačne vrtce. Tako da želim, no, res si prizadevam, da bi mladi v tej Sloveniji zaživeli dostojno življenje. Ok, zdaj pa greve kar mal na teren, na aktualno volilno kampanjo. Zdaj, kandidirala si že večkrat, glede na to, da imaš že staž 15 let v državnem zboru. Ali se trenutna volilna kampanja kaj razlikuje od prejšnjih, vsa prejšnja leta, ko si imela volilni štab? Kaj delaš danes, Julija, kar prej nisi? Julija, teren gori. Teren gori za našega predsednica, teren gori za skupno listo Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Marka Lotriča. Teren smo, mislim, da smo že na pol prekvasili, imamo še neke 3 tedne, da bomo praktično vsakmu roko stisnili. Ja, to je razlika. Teren diha. Naš predsednik Jernej vedno reče, Slovenija teče. Ja, Slovenija teče. Teče proti temu, da bomo vendarle v tej Sloveniji začeli na neko novo poglavje politike, ki bo poslušala ljudi, kmete, gospodarstvenike, delavce, ne nazadnje. Če bi naša davčna reforma obstala, bi vsak delavc imel danes že skoraj 100 evrov več v denarnici konec meseca, ne? In bi bili že kdaj brezplačni vrtci. No. To so naše obljube in jaz verjamem, da ljudje to razumejo, da to bomo naredili. Kje pa jim lahko to poveš v živo? Zanima me, kje v Cerknici, kandidiraš v Cerknici, se boš nahajala v tem mesecu, kaj organiziraš, imate stojnico, boš stala pred kakšnim supermarketom pa delila naš promocijski material. Kje te lahko ljudje najdejo, da jim vse to v živo poveš? Ja, najprej me lahko najdejo, veste, mlajših 2 sošolci, ne, so rekli, en dober slogan so rekli, Ivo na vsako nivo. Wow. In potem mi je rekel zanč, in mi smo šli že s plakati ven in me je mož postavil pred lekarno, seveda pri mojih sorodnikih na parceli, in je rekel župan, evo, Iva že čaka za lekarno, tako da sem rekla, da bom pozvala ljudi, mogoče tudi s tem filmčkom, da kdor bo najbolj izvirno naredil en tak stavk, ki se bo dobro urimal in me bo poosebljal, da bom po volitvah peljala na pico. Vrhunska ideja. To bom jih peljala na pico, to že zdaj obljubim in to bomo šerali. Drugač pa imamo okroglo mizo, pogovorni večer z gospodom Lotričem, z mladim slovenskim kmetom, ki se srečuje s težavami tako kmetijstva kot mladih družin. To pa bo v soboto 28. ob 6:30 zvečer v dvorani Svetega Jožefa v Logatcu, tako da lepo vabljeni, lepo vabljeni. Pol bo en tak velik dogodek 14. marca bo Gregorjev semenj v Logatcu, tam bomo imeli štand in tam pozivam, da pridete, me spoznate, mi kaj poveste, mi svetujete in me podprete seveda, Drugače pa bo več manjših dogodkov. 12. marca bomo na blokah bomo gledali, kaj je naš Janez Cigler Kralj dal Bločanom, dal jim je dom za starejše. To je še posledica naše vlade in Janeza Ciglerja Kralja, ki je razumel, da Bloke potrebujejo tudi skrb za starejše. 12. marca ob 5. popoldne na Blokah. Potem imamo še Loško dolino, tukaj datumu še nismo zbrali, ampak zagotovo bomo bili pa v pristavi na kavi, to je pri gradu Snežnik, in pa seveda Rovte, že to nedeljo po maši v Rovtah. Tako da poskušala bom zaobjeti vse ljudi, ker ljudi imam rada, zato tudi vztrajam v politiki, ni vedno lahko, ampak ko srečaš ljudi, ko ti dajo roko, tako na terenu, tako na Onkološkem inštitutu, rečeš, vredno je. Ja, najdeš namen, zakaj si Tako, del tega, ne? tako. Slogan Ivo na vsako nivo, izjemno super. In Je, te ne, pa osebja. je, ne. In me pa osebja. Ja, seveda, jaz imam rada nivo, jaz obdelujem, pridelujem sama čebulo, krompir, zele, korenje. Vse to imaš. Kolerabo, solato, tako da Ni da ni. Fižol domač, vse tole. Ja, smo kar, moram reči, samo skrbna družina, ja. Lepo. Zdaj pa greve še na zadnje vprašanje, greve nazaj v hram demokracije, dej
nam povej kakšne zabavne momente, 15 let v državnem zboru, a se je kaj takega zgodil, ali pa mogoče kako se je ta hram demokracije spremenil z različnimi poslanci, različnimi ljudmi, kaj recimo današnja mladina, ki je zdaj izvoljena, prinese v državni zbor, tako, kakšne razlike, ker take izkušnje nima vsak. Ne? Ja, to je res. No. Lahko rečemo, v svoji izkušnji govorim, da se je državni zbor s prihodom levice močno spremenil v negativnem smislu. Tam se je tudi kultura oblačenja spremenila, kultura diskusij, bom rekla tudi to. Nikoli se v tem hramu demokracije ni reklo, vi pa lažete, ampak rečeš, to je neresnica. Ne, to so bile potem take direktne besede. To se je res spremenilo. No. Želim si, da bi vendarle da bi bil ta hram demokracije spoštovanja vreden, da bi bilo ta naš odnos spoštljiv. Sama vedno zasledujem to, da ne reci nikomur ničesar, kar ne želiš sam slišati. To je že eno tako vodilo in seveda tudi otroka na ta način družino vzgajam. Kaj takega pikantnega, kaj pa vem, bilo je začetek mandata, seveda, a lahko povem, pridem v dvorano, bilo je potrditev mandatov leta 2011, to je bilo, mislim, da 22. decembra in na mojemu stolu sedi Janez Janša, ne. Jaz sem ga včasih to gledala samo iz televizije, ne, ali pa Ljudmila Novak, ne, in pol grem do njega, ne, in povem, da je to moj sedež in da se predstavim, ne, uradno, lepo, Iva Dimica in tako sem s Cerkance in ona se takole malo poziva in reče, vse vemo tebi. Ne, tako, to je bilo ena taka zadeva. Ne, ja. Tako da mislim, ja, to je tudi zato, ker z SDS-om tudi na lokalni ravni dobro sodelujemo, pa sem bila poznana, no, ker smo imeli doma vaško gostilno, štarijo in Kako se je imenovala? Pri Lovrinu, Puntar, ja. Gostilne ni več? Ja, letos so jo po 59 letih zaprli. Tako, ja, enostavno ni šlo več, ni več šlo, stroški so bili preveliki, saj vidite, zato pa tudi obrtniki obupujejo, a ne, ker so te stroški preveliki, tudi naši, no, z gostilno smo zaradi tega zaprli, ker so bili enostavno preveč, tudi dopoldanska dejavnost je preveč obremenjena, a ne, pa prenizke penzije so, tako da, ja, ta zgodba se je nekako zaključila, ampak ta priimek Puntar sem se drugače pisala prej, še vedno ostaja. Iva, izjemno zanimivo, kratko, sladko, aktivacijsko, navdušujoče. Hvala ti lepa, res. Zdaj pa jaz vsakega vprašam, kam gre tale naša skupna lista v akcijo in se vidimo.